Ptičko Ariel smo spoznali že v drugi oddaji. Nesrečnica je požrla podgani strup, zato so ji morali dati protistrup. Težava s strupi je med drugim ta, da so pogosto vrljivo prijetnega vonja in ne delujejo takoj. Veterinar Jan de Marešal ji redno odvzema vzorce krvi in tako spremlja, ali se njeno stanje izboljšuje. Danes je Ariel prišla tudi na čiščenje ušes. Najprej bo šok, no, ko najdeš, ne, strup. Mislim, ko smo odkrili, da je pojela, ne. No, pa ko tle prideš, te malo potolaži, da se to ne da pozdraviti, ne. Na 3 dni je bila tukaj, ne, so jo vzeli kri pa pregledali, se pač spremljali te eritrocite, koliko padajo, pa kako je, no, in pa zdaj po 3 oziroma skoraj 4 tednih se je zadeva obrnila, no, in zdaj je kar naslika normalna, no, tako da tisti K1 vitamin je pomagal. Tudi apetit je imela kar normalno, ne, tako da problem je bil edin tam tisti na krvi. Pol je tudi se začela obnašati običajno, no. Prej je bila dosti mirna, veliko je spala, ni bila takole razigrana, tudi še kakšen pes zraven prišel, tako je zdaj. Tako da zdaj je, kar se tega tiče, v redu. No, pa še zdaj malo težave z ušesi, to mu pa danes sanira. Se nabere na dlakah, na taka črna gmota, no, pa tudi motja, no, se skozi praska. Tisti je pa težava teh psov, ki imajo dolgo ušesa. Skozi se nabira, no, zdaj izgleda se je malo več, tako da je treba orang spucati. Zadnjič je bilo bolj površinsko, danes bo pa še malo bolj. Da bo čiščenje ušes res temeljito, bo Ariel dobila blago pomirjevalo. Držite? Ja. Dobro. Evo, smo že not. Dobro, zdaj treba počakati enih 10-15 minut. Zdaj bom šel malčko operirati. Ja. Pa glih, ko bom končal, bo ona prav umirjena. Zbuda se bo šele, ko bom jaz proti sestvu, ne? Psi so bolj dovzetni za vnetja kot ljudje zaradi oblike ušesnih kanalov. Smo na kmetiji Pareržen, ko se po domače reče, sicer se piše Mojenko. Glavna zadeva, se pravi, je proizvodnja mleka, se pa ukvarjave z mamo še z sirarstvom, se pravi predelava mleka v sir, v jogurte, maslo, skuto, ostale sveže izdelke. No. Vse krave so proste v hlevu, to pomeni, da se prosto gibajo, grejo na krmišče prost same, v molzišče grejo same, pač delajo dejansko čez dan, kar hočejo. To pomeni, da je veliko manj težav z zdravjem, z porodi, so lahki, večinoma imajo krave same, telička, redko kdaj pomagamo. Teletov je nekaj malega, do 2. meseca so odzuni, imamo približno 40 molznic, ostalo je pa mlada živina. Jaz načeloma tudi sama semenim. Vse teleta, vse živali, ki jih imamo, so iz naše kmetije lastne, se pravi, nič ne dokupujemo, kar ne rabimo. No. Vse načeloma mi še oče in mama pomagata, tudi mož popoldne, tako da sama bi pa težko. Danes sem poklicala veterinarja zaradi telička, že sama sem sumila na pljučnico, tako da mi je Simon to le še potrdil. Pljučnico pri teletih povzročajo različni organizmi, kot so virusi, bakterije in mikroplazme. Zato pa ga vdati dala, da je malo bolj vzavetjo. Ja, da ni toliko na prepihu. Ja, kašlja, veš. Škaj preveč ga ne bom jaz. Škaj pa še drisko ima zelo močno. Ama, ne? Se vidi, ja. Zelo močna driska je. Kaj mi se bo termometer iskati pa stetoskop. Pljučnica je obolenje dihal, ki jo povzroči vnetje pljuč, predvsem pljučnih mešičkov. Na kliniki 300 kosmatih nam bo doktorica Iris Selan pokazala,
kako sami doma lahko damo mucku infuzijo in mu tako med drugim prihranimo stres obiska pri veterinarju. Veliko ambulant lastnikom da za domov, tudi mi med njimi, za mačke podkožno infuzijo, dajanje antibiotikov doma, zato da čim bolj zmanjšamo stres živali. Tudi ta gospa, ki se je oglasila pri nas, je v eni ambulanti to dobila, ampak dejansko je ugotovila potem v praksi, ko je bilo treba to narediti, da je premalo vešča, zato se je oglasila in smo naredili eno tako hitro učno uro na našem plišastem Frediju, da smo pokazali, kako je v bistvu najbolj enostavno, najhitreje, najmanj boleče in najmanj stresno pač mačko dati doma podkožno infuzijo. Vemo, da mački niso ljubitelji kakršnih koli aplikacij, da je doma včasih še celo slabše kot pri nas v ambulanti in rabeš kar nekaj veščine in kar nekaj trikcev, kako mačku pač zdravila dati. Zato so vse take informacije za lastnike zagotovo dobrodošle. In moram priznati, da sem vesela, da ste bili ravno vi danes pri nas, da bo to mogoče malo več lastnikov videli in si znali s tem podatkom pomagati in olajšati kakšno injekcijo, ki jo morajo doma sami aplicirati svoje živali. To je zdaj naš najbolj hvaležen pacient, ki je učni material za take pokazateljske zadeve. Načeloma nikoli tega ne dajeva v vrat, zato ker boli, pa slabša resorpcija je. To se pravi, ta zadnji del telesa nazaj je najen tisk, ki ima veliko kože. Jaz vedno rečem, da primeva kožo, si narediva en žepek, ki ga takole potipava in zabodeva zdaj iglo noter. Infuzija zato, da bo tekla pač princip sistema višine. Zdaj, ali imate kakšnega pomočnika, ali pač daste to na neko kljuko na okno, na radiator, karkoli, odvisno, kje mucka imate. Jaz imam ta princip gumice pa tega sistema infuzijskega rada zato, ker lahko pol vsa zdravila, ki jih še mačkon potrebuje zraven, v bistvu dava čez to gumico in ga ne špikava še enkrat. Ker zdaj, če bi ga, ne vem, še 3-krat tukaj špikanle, kot prvo narediva toliko več defektov na koži, toliko več brazgotin. Tako da, če si predstavljava, da imava to pač neko sredstvo, ki mu ga rabimo aplicirati čez gumico, stisneva, pa je zadeva rešena. Zdaj, če je mačkon siten, si ga pokrite z neko brisačko, jaz rečem temu, da naredite šotor, si ga pač skrijete not, lahko ga še malo takole potrese, da si malo preusmerite pozornost. Zdaj, vsak dan mogoče spremenite zdaj smer tega, da boste en dan sem, en dan dejte sem. Drugače pa, če imate kakšno plišasto žival doma, je to najbolj simpel probati. Ja, ker občutek, ko prebodeš, je čist isti, ko pri koži. Greste samo noter pa zbodete. Se lahko probate, tisle odložite, pa boste poskusila. Tako, odnovite sebe, zdaj imate tlele prostor, pa špiknete not. Kar špiknete, kar korajžno. Tako, in zdaj ste not. In zdaj to pustite primer, tega zdaj nič ne rabite. In zdaj imate pač prostor in zdaj lahko to sprobate, ko gre čez gumico lepo noter, nikoli tako držati. Imejte roko tako, da bi pikado hotela vršiti. Čute takole, pa bo malo ruknil, boste že ali gospodu v oko ali pa v strop. Pa samo not pritisnite, je čist na mehko. Čez ta del, kar je gumica. Tako, pa ste stisnili not. Ja, in to je to. Ker zdaj čute vse to, kar bi sicer morala tle čez dati, ga špikala, ga boste še 3 do 4 špikanila. Bo pol pojutrišnjem že čist noro. Vse je že danes narejeno. To je zdaj izhod v sili. To nikoli nima tiste kakovosti, ki pač infuzija v žilo. Ampak za prvo pomoč doma, zato da mačku ni stresno v ambulanti, pri veterinarju ali kakorkoli, je to zagotovo dobrodošla zadeva. V ambulanto prihaja muc Tili, ki je pri prejšnjem obisku zaradi suma na mikrosporijo dobil visoko aktivno razkužilo za zaščito pred virusi, bakterijami in glivicami. Takrat so mu tudi vzeli vzorec dlake. Doktor Le Marešal bo pogledal, ali je razkužilo delovalo. Ja, dobro, te rance, ne? Jaz ušesa pogledam, lahko da ona vnetje ušes zadaj, še malo od tega. Ne vem to. Ja.
Pregled z vodovo svetilko pokaže, da ima mucek mikrosporijo. Glede, kako se zdaj vidi. Vidite, kako šajna? Pa tu po glavi, pa tule, tudi pri očesu. Vse posod ima, ne? Ekosin pomaga v večini primerov, zdaj vašem ni. Ne? Pa pol moramo iti na bolj močno. Imate otroke? Ja, dva mala. Hodite v šolo? Šolo in vrtec. Poklicati, vse poklicati, pa povedati. Pa vprašati zdravnika, kako se tega lotiti čim prej. Jaz vam svetujem sistemska zdravila. Mikrosporija je zelo nalezljiva bolezen kože in lasišča, ki jo povzročajo glivice. Prenaša se na človeka. Človek se okuži ob neposrednem stiku z bolno živaljo ali z bolnikom. Možen je celo posreden prenos prek dlak, lusk in predmetov iz okolja okužene živali ali prek predmetov, ki jih je uporabljal okuženi, denimo oblačila, brisače, pokrivala, glavniki in podobno. Ob okužbi je tako potrebna visoka stopnja previdnosti in nujnost rednega razkuževanja. Prizadeta mesta, tako pri ljudeh kot pri živalih, nujno pokrijemo z gazo in obiščemo zdravnika, ki bo predpisal ustrezen način zdravljenja, ki lahko traja par mesecev. Mikrosporij smo imeli ogromno tu, jaz še nobenkrat nisem dobil. Dosti je povezano z imunskim sistemom. Videl sem par odraslih ljudi, ko so dobili, večinoma so pa to mladi pa starejši. In je z kvaliteto tvojega imunskega sistema okužba povezana dostikrat. Vi morate poklicati v šolo pa povedati, da pač potencialno bi lahko bili otroci okuženi. Mogoče se da, jaz bi se z dermatologom pogovoril, ker ne vem, kakšni so točno postopki. Da se pa doseči, da niso okuženi ljudje po določenem 2-3 dnevih zdravljenja. To je okej. Vi samo morate začeti čim prej, stopiti v kontakt z dermatologom, narediti en program, obvestiti šolo, pa povedati, da gledajte, mogoče bo se kdo s kakimi flekci pojavil, ni pa nujno, ampak da ljudje naj gledajo pa pazijo, zato da se zadeva da se prekine nekje, da ne gre naprej in to je to. Osnovni plan je 4 tedne zdravljenja. Prvič bomo preverili, ali je pozitivno ali negativno. In pol bomo zdravili vsaj še do 2 tedna po negativnem rezultatu. Zdaj, na meni še ni nekih znakov, ne? Sem pa zelo blizu s konjem zmerom. Se pravi, če boste vi pazili na osebno higieno, se te preblekli, ko pridete v konjušnico, greste do konja, jaz mislim, da ne sme biti problem. 100% roke nam da vogn, 100% pa žal, tu kje je kakva spora, tu gre za pravi splet okoliščin. Tu mora biti vse. Mora spora priti, mora biti imunski sistem tak, mora biti ono, če ni vse pokrito, se ne bo razvila, ampak se že tako v osnovi dosega ta splet okoliščin prav naredi, da se razvijajo. Doktor Simon Oberstar se posveča teličku s pljučnico. Temperatura je normalna, je 38,6, no. Podhlajen še ni, no. Ja, to je tipičen primer pljučnice, pa še povezano s hudo drisko. Tu teliček tudi malo stoka, verjetno tudi zmanjkuje kisika, slaba prekrvljenost, ker ima pljuča zelo prizadeta, ne. Včasih čez noč takole pride, no. Verjetno je en virus dobil, tako kot pri ljudeh, bomo dali kar antibiotike, pa podporno terapijo. Pljučnica pri teletih je dokaj pogost pojav. Običajno se zdravi z antibiotiki. Ampak kaj je tipiško? Tako, ja. Boš preživel. Ampak tle je verjeti, tako zmeram je dober, če je vsaj visoka telesna temperatura, če je tisto stanje pod 37 ali tam 37,5, tiste zmeram bolj slaba prognoza, no. Ker se potem že organizem ohlaja.
To je to. Bom še elektrolite dal, Monika. Ti, moš kaj glavo dvignil. Zdaj imaš še učke, kako to koredo, no. Evo, saj se pa vidi, kako diha, ne. Tudi izcedek gnojenja iz levega smrčka, ne, tako da gre za eno pljučnico hudo, no. Tudi stoka, ponovadi telički stokajo, ker jim manjka kisika. Včasih ima prav gobček odprt, pena jim gre na gobac, ker lovijo sapo, ne. Ja, do večera bi mogel biti že boljše, no. Ponovadi tam po parih urah se stane, če se izboljšuje, se že vidi, ne. Pred se vidi. Ponovadi teliček lahko tudi ostane, dobimo moči in tako. Da teliček ne zboli, mora imeti zdrav imunski sistem. Da bi se ta normalno razvijal, mora vsak dan pridobiti za dobra 2 kilograma teže. Po oglasih bomo spremljali čiščenje ušes psičke Ariel, cepljenje krav proti notranjim zajedavcem, kemično kastracijo psa in izvedeli še nekaj več o zoprni mikrosporiji. Ker je požrla podgani strup, se je morala psička Ariel zdraviti več tednov, vendar se je njeno stanje k sreči zelo izboljšalo. Da bi bila res taka kot nova, pa ji bodo zdaj še očistili vneta ušesa. Dobila je blago pomirjevalo, da je to ne bi preveč vznemirilo. Vidite, zdaj tisto belo na koncu je bobnič, ne? Na pol poti do bobniča imate pa tisto veliko kepo, ko moramo ven spraviti, samo zdaj skoraj več ni dlak. Smo že skoraj odstranili vse dlake in treba samo še tisto kepi, se bo po prehodu do kanala lepo čist. Zadnjič pa bilo pa to vse, kot da bi prav izgledal, ne? Za te stvari je treba vedno zelo grobo narediti, ker so dostikrat ali prilepljene že na sluznico, zakrastane gor. Mislim, boljše enkrat malo bolj grobo narediti kot 20krat, pa ti ne uspeš vedno, ne. Levo uho je očiščeno in znakov vnetja ni. Ko pa se doktor Le Marechal loti desnega, opazi, da vnetje še ni povsem izginilo. Nisi čisto do konca pozdravil, skoraj. In bolj rabi tisti svoj čas, da se spet zadeva zakomplicira. In misliš, da je na novo. Misliš, da se je ponavlja, ne, na 2-3 tedne, v resnici pa gre za isto infekcijo, ko ni bila čisto do konca pozdravljena, ne. Da tisto, ko sem jaz, so dlake, ko sem jaz potisnil naprej, ampak če da malo naprej se lepo vidi, je kanal relativno čist, ne? Mislim, odprt. To je tudi par veliko, ne? Tako. Mislim, da je dovolj, da tu ne bomo kaj dosti več ven dobili, ker je dansko vse, edino jaz lahko ta rob še malo ščistim. Zdaj, ko smo sčistili oba ušesa, je dan čas, da damo pol zdravilo, drugače jaz rad vidim, da se počaka 1-2 uri, da se uho, če resnik sam ne more dovolj dobro sčistiti, tekočino ven, oziroma čistiti po čiščenju, ne. 10 kapljic bomo dali v uho. Mogoče kako kapljico več. Zdaj bomo fajn, da steče to čist dol, tam, ko je problem. In pol ponovimo vajo tako počiščeno, se razmaže, mora malo odsmokati tako. Skoraj ziher vemo, da je šlo do bobniča. Bomo zbudili počasi, ne? Ariel bodo prebudili s protisredstvom pomirjevala, ki ga je dobila pred posegom. Torej, čez 5 dni pridete še enkrat se pokazati, da vidimo, če je kanal, če je uho pozdravljeno, oziroma če je potrebno nadaljevati z zdravljenjem. In pol kasneje še enkrat, torej od danes čez 10 dni, se pride še enkrat pokazati, da jaz vidim, da je uho res pozdravljeno. Da ni nič, kar bi se pacalo še 5 dni brez zdravljenja, ne? Zdaj se peljemo na kmetijo Peršin, to je Prevalje pod Krimom.
kjer se ukvarjajo s kravami dojiljami. No. Tukaj imajo tudi svojega plemenskega bika, zmenjeni smo pa, da jih cepimo proti notranjim zajedavcem. Tukaj se živali pasejo na Ljubljanskem barju, kjer je pač to tipično poplavno področje, ob visokih vodah poplavlja in imajo kar težave z metlajem. Ne. Veliki metlaj je sesač, ki se nahaja v jetrih. Pri zakolu potem na klavni liniji veterinar, ki to pregleduje, take organe zavrže, niso za prehransko verigo. Ne. Paraziti v notranjosti živali povzročajo škodo, živali slabše priraščajo, so anemične, lahko pride do pogina in pa ekonomsko se praktično ne izravna. Ne. Živali več pojejo hrane, pa manjše prirastje. Ne. In to je praktično povzroča ekonomsko škodo pri rejcu. Zaradi tega je treba težiti k temu, da se pač izvaja ta preventivna dehelmintizacija. Zdaj, nekateri rejci to sami dajo zdravila, lahko v obliki bolusov, raznih polivov ali pa tekočin peroralno skozi gobec, lahko se jih pa cepi. Ne. Nahajamo se pri Olje pod Krimom. Živine je trenutno 20 glav živine, obdeluje se 20 hektarjev. Simona pokličem vsak let, ko pride živina iz paše, zaradi preventive, zaradi cepljenja poplav, metljaja, velicga, zajedavcev. Tako da pač drugače nimamo veliko, ker so krave na paši. Enkrat na leto ali pa dvakrat pa se s Simonom dobiva in narediva kontrolo. Ja, to je barja, to so skozi, ne. To vsaka živalka, da je šel v zakol, tudi dobiš izvide, da je zajedavc prisoten. Glede na meso ni to nobenih posledic stvari, živina ne prirašča tako, kot bi morala. Slabši prirast, slabši dohodek. Živali so trenutno privezane, so te pasme limuzin, pač ena bolj takih nevarnih pasem. No. So zelo take zaščitniške živali do svojih telet in pa kar agresivne. No. Medtem ko te svetlolisaste črno-bele niso take krave, ker se vsak dan z njimi rokuje. Te živali so pa praktično 3/4 leta na paši, tudi niso navajene ljudi, bo treba biti kar previden. No. Kemična kastracija psa je postopek, pri katerem se aplicira hormonski vsadek v podkožje. Psa lahko kemično kastriramo za minimalno 6 ali 12 mesecev. Ime mi je Berni, star sem 8 mesecev, a ne? Ful igriv. Nagajil tudi. Šli smo ga iskat, ko je Tuhin pri Kamenku. 7 jih je bilo. Mama je labradorka, za očeta pa pravi ne vejo. Ampak gleda, da je bernski planšar ali nekaj takega. Bil že na operaciji, pa ni ratal. Ker ga ne morejo kastrirati, ker niso se mu jajčka pokazala in zdaj treba drugače. Klinično kastracijo. No, to je isto kot čip, ko dobi sam injekcija in konc. Sam bo mogel na vsake pol leta. Tu bomo dala med lopatice, okej? Dam to dol? A ja. Ni treba, ni treba. Jaz ga ne bi niti bril, po mojem, ni potrebe. Boste vi stopili pred njega, pa ga prijeli okrog vratu. Ste, ga držite? Ja. No, ko si pride? To. Deslorelin, ki je učinkovina v hormonu, učinkuje tako, da zavira releasing hormona hipofize. Tako da dansko na višjem nivoju. In vsa tkiva, ki potencialno poleg mot izločajo lahko spolne hormone, so zavrta. Implant rabi nekaj tednov po navodilih proizvajalca. Sicer moja izkušnja, da se dejansko zadeve malo prej začnejo dogajati, ker pride do pozitivnega feedbacka, bomo rekli po domače. In se spolni znaki povečajo po nekaj dnevih, ampak potem pride do hitrega padca. Do prave kemične kastracije pride pa šele po nekaj tednih, ko nivo testosterona pade. Tako da on bi lahko sicer potencialno oplodil. Sicer to ni zdaj razlog, zakaj smo ga kastrirali, ne? Tako da v njegovem primeru to ni tako pomembno. Je pa pomembno za naslednjo aplikacijo. Kar pomeni, če te vi zamujali, bo prišlo že do padca deslorelina in do rasti spolnih hormonov. Tako da bomo imeli eno obdobje, ko bo
tega pa ne želimo pri njemu, ker ravno hočemo, da je on konstantno kastriran. Ja. Tako da bi bilo fajn, da res se držite pol teh rokov, ker pol naslednji implant bo spet rabo nekaj tednov, da bo začel delovati. In če bo oni drugi začel padati, če te vi zamujali, imamo eno obdobje vmes, ko ni tako, bi moglo biti. To je to. Dobro. Se vidimo čez pol leta. Se vidimo, ja. Upamo, da nam kaj vmes. Ne bi smelo biti. Hvala. Nasvidenje. Zdaj, tukaj bomo cepili za notranje zajedavce. Tle je zelo problem s tem velikim metlajem. Gospod je že povedal, da ima težave z jetri pri zakolu, tako da jih morajo završiti, tako da bomo kar vse živali podcepili, da bojo potem tudi, ko bo šli na pašo, da so že pripravljeni. Tole to. Evo, gremo. A kakšna kaj taka zelo divja ali pa? Ali žgo, Počasi treba iti zraven, ja. Ker so krave večino leta na paši in niso vajene človeka, morajo dr. Oberstar do njih pristopiti nadvse previdno. Pri taki zadevi ne smeš zjeti, ne smeš biti agresiven, z živali to čutne. Sredstev proti zajedavcem je veliko vrst, zato je vedno potreben nasvet veterinarja, katerega uporabiti. Pri uporabi nekaterih je potrebno upoštevati karence, to je čas, ko mleko ali meso živali ni užitno. Za uno še nimam. Ok? Dr. Oberstar je cepil vse krave razen ene. Čaka pa ga tudi še plemenski bik. Še vedno mora biti nadvse previden. Evo ga. Bik, pa zelo miroljuben. Praktično moraš lepo ne mojati. Teva krava bo mogoče večji problem. Skupaj sta zato, ker je krava ni bila breja. Zdaj bomo še kontrolo 2 ali 3 krav naredili. Delal sem ultrazvok še mesec pa pol nazaj in tretjina krav ni bila brejih. Zdaj smo pa, jih je pa rejc dal skupaj spet, zdaj pa počakamo, da, ne vem, vzrokov je različno, ampak čudem glede na to, da je bik ploden, ostale krave so bile, približno teh tretjina krav ni bila brejih. Pa smo rekli, da bomo naredili kontrolo, pa še ultrazvok vzeli, pa tiste krave, ki so noter 2, bomo naredili kontrole, če se breje. Pa je uspelo. Cepljena je še zadnja krava. Zdaj pa bo dr. Oberstar s prenosno napravo za ultrazvok preveril, koliko krav je brejih. Zdaj, koliko časa je šel bik stran? koliko je? Ja? 14 dni. 14 dni bila, pa koliko časa pri njemu? 2 meseca. 2 meseca. Pa videla, zato sem rekel. Aha, je brej, zdaj pa breja. Evo, tole se lahko vidi noter, ne? Zarodek. Ste super, v redu, gremo naprej. Ta je pa tudi breja. Tudi, evo, super. Danes je prišel k nam maček Tili na kontrolo, ker je bil sum na glivično obolenje kože. Lastnica je hotela preveriti, pa mi tudi pol, ali gre za problem z dermatofiti. Izkazalo se je, da je na gojišču zraslo ogromno vsega, ni bilo mogoče določiti, ali je problem tudi z dermatofiti. Ampak smo takrat dali mačka takoj že na poseben šampon, ki bi naj zmanjševal glivično obolenje. Ko je prišel Tili na kontrolo, smo ugotovili, da se je stanje sicer zboljšalo, vendar ob pregledu z vodovo svetilko smo odkrili ogromno žarišč z mikrosporijo, kar pomeni, da smo rešili večino glivičnega obolenja, ampak dermatofitov pa ne. Glede na uspešnost šampona smo se odločili, da bomo menjali. Smo dali pol drugi šampon, ki je antimikotik, plus sistemska zdravila. Ker pač ima doma gospa še druge živali in 2 otroka, je treba pač poskrbeti, da bo maček, da bo Tili nehal biti kužen. In tudi, ker je to lahko potencialno nevarno za vse sošolce in sošolke v šolah in vrtcih od obeh otrok od gospe.
Tako da tu bo zdaj treba, se bo mogla pač pogovoriti s svojim dermatologom in bo mogli videti, kakšni ukrepi bo potrebni za zajezitev okužbe. Oni imajo večinoma problem doma, bo mogli vsaj fajn prepirati. Psa zdraviti, mačka zdraviti, gospa ima še konja, tako da mogoče bo treba še konja. Pa ni nujno, ne? Lahko da pač noben ni zbolel, ker je pač mikosporija tako, da mora biti pravi splet okoliščin. Ki je sicer dosti krat izpolnjen, ampak ni nujno, da je bil tokrat. Ne? To se kontrolira z rednimi vzemi, kontrolami in z preventivnim zdravljenjem. Če najdemo mucka, je najbolje, da ga takoj odpeljemo k veterinarju na odvzem dlake. V nekaj tednih bo jasno, ali ima muc mikrosporijo. V tem času je najbolje, da ga imamo v karanteni. Mikrosporija ni smrtno nevarna, je pa zoprno obolenje, ker zdravljenje traja dolgo časa. Redni obiski pri veterinarju so ključ do zdravja naših živali. Veterinar nam je vedno pripravljen priskočiti na pomoč pri premagovanju različnih ovir in najbolje ve, kaj je najboljše za našo žival. Prihodnjič v oddaji. Bikec je pri prevozu na kmetijo dobil hudo gnojno vnetje na nogi. Bo doktor Oberstarju uspelo očistiti rano? V prihodnji oddaji tudi, kakšen je postopek, če v tujino potujete z živaljo. Stari psi so pogosto izpostavljeni marsikaterim obolenjem. Tudi binca ni nobena izjema. Stanje se iz leti poslabšuje.